Taboraški skupini Tamika, ki bo danes poskrbela za lep glasbeni okvir. Skupina Praprotnice pa je žal zbolela, tako da bomo imeli danes še več od Tamike. Hvala lepa za vašo fleksibilnost. Slavnostni govor bo imela danes podpredsednica Zveze združenj borcev NOB Slovenija Ljubica Jelušič. Kulturna recitatorka pa bo danes domačinka priznana pesnica in pisateljica Maja Hadala. Lepo pozdravljena. Spoštovane gospe, cenjene gospodje, veseli me, da lahko današnji dan žena obhajamo na kraju, ki ima za Zvezo slovenskih žena velik pomen. Saj je bila v Železni Kapli pred 80 leti ustanovljena predhodnica Zveze Koroška antifašistična fronta žena. Med častnimi gosti so danes z nami z Urada Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu državna sekretarka Vesna Huma,
Anton Novak. Deželna poslanka Ana Blatnik. Podpredsednica Zveze slovenskih organizacij Augustina Gasa. Podpredsednica Slovenske prosvetne zveze Julija Šelandar-Vit. Županja Trške občine Železna Kaplja Elisabet Lobnik. Potem predsednik SPD Zarja Vili Ošina. Predsednik Zveze slovenskih pregnancev Gregor Krištof. Predsednik kluba koroških Slovencev v Ljubljani Janez Tega. Predsednik taboriščnega odbora Ravensbrück Matjaž Špat. Bivša predsednica Slovenskega centra Ben Ifigenija Simonovič Zagoričnik. Seveda tudi podžupan Trške občine Železna Kaplja Franz Jožef Smrtnik. Župnik Pojde Cunda. Predsednik Slovenskega prosvetnega društva Valentin Polanšek August Brumnik. Ter seveda tudi naša častna predsednica Zveze slovenskih žena Milka Kokut. Mednarodni dan žena, ki velja za dan praznovanja ekonomske, politične in socialne enakopravnosti in dosežkov žensk, obhajamo v Avstriji od leta 1911. To obdobje je doživela tudi tedaj 25 let stara doktorica filozofije, naravoslovka Angela Piskanik, ki se je rodila prav v Železni Kapli v Lobniku in je v 20 letih prejšnjega stoletja postala predsednica Krščanske ženske zveze v Ljubljani in s tem predsednica prve slovenske ženske organizacije. Piskanikova se je po plebiscitu leta 1920 za stalno preselila v Ljubljano. V Ljubljani pa se je tistega časa za učiteljico gospodinjstva izobraževala tudi Libučanka Milka Hartmann, ki je nato vodila tečaje za dekleta. Obe je po 2 desetletjih prestregla nacistična oblast. Milko Hartmann na Koroškem, Angelo Piskanik v Ljubljani, odkud so jo odvlekli v žensko taborišče Ravensbrück, kjer so bile med drugim tudi ženske Železne Kaple. Zatiranje in pregnanstvo koroških Slovenk in Slovencev je v mnogih vzbudilo pravi odporniški duh. Upirali so se nacionalsocializmu s tem, da so se vključevali v osvobodilno fronto in kljub nevarnostim podpirali partizane. Še pred napadom na Jugoslavijo in pred ustanovitvijo osvobodilne fronte so se v okolici Železne Kaple 8. marca 1941 pojavili letaki komunistične partije Jugoslavije, ki so v mednarodnem dnevu žena nagovarjali ženske, naj ta dan praznujejo borbeno in zahtevajo svojo enakopravnost v družbi in na vseh ravneh. Že v prvem odboru Osvobodilne fronte na Koroškem, ki je bil leta 1942 ustanovljen v Lobniku, so sodelovali 4 domačinke. Angela Jerlich, Helena Kuhar-Jäger in njene sestri Majka in Katarina. Marca 1943 pa je bil ustanovljen prvi koroški krajevni odbor antifašistične fronte žena. Ženske so bile aktivne predvsem v enotah, ki so se ukvarjale s političnim delom, špionažo, propagando, pri rekviriranju prehrane, kurirke, obveščevalke, kuharice in tudi v oboroženem boju za svobodo. V teh krogih so bile ženske enakopravne na vseh ravneh. Na letakih in pozivih so jih imenovali tovarišice, partizanke. Postale so torej vidne, tudi jezikovno vidne. Po vojni se na dele žensk v uporu nekoliko pozabilo ali ga celo podcenjevalo. Zato se jih s ponosom in hvaležno spominjamo
danes in med vsakim delom Zveze slovenskih žena, kako je bila preimenovana leta 1951. O enakopravnosti žensk pa se v avstrijski družbi in družini še dolgo ni govorilo. V Avstriji je bila še do 70 let zaposlena komaj tretjina žensk. Zveza slovenskih žena pa je svojim delom in angažmajem pokrivala kar dve važni področji. Boj za ohranitev slovenskega jezika in razbremenitev žensk. Tako je že kratko po vojni organizirala letovanje otrok ob Jadranskem morju. Te ponudbe se odzvalo 130 otrok, ki so po temnem obdobju nacizma lahko doživeli spet nekaj svetlih utrinkov. Letovanja za otroke iz finančno šibkejših družin so ostala več desetletij stalnica Zveze slovenskih žena, prav tako pa tudi zavzemanje za dobro izobrazbo v materinem jeziku. Tako so tudi zastopnice Zveze slovenskih žena osebno nagovarjale starše, naj otroke vpišejo na slovensko gimnazijo, ki je bila ustanovljena leta 1957. Prav tako so prevzele odgovornost za čim večje število prijav dvojezičnemu pouku na ljudskih šolah. Po ukinitvi obveznega dvojezičnega šolstva so članice Zveze slovenskih žena kljubovale proti slovenskim kampanjam in hodile od hiše do hiše ter prepričale starše šoloobveznih otrok, naj se ne pustijo ustrahovati in naj otroke prijavijo k slovenskemu pouku. Vsa 60. leta je bilo pod vodstvom tedanje predsednice Milene Grüblacher v ospredju vprašanje šolstva, ponovno pa se je začela tudi debata o vrtcih. Na Koroškem je ta borba trajala desetletja. Šele leta 1979 je bil v Šentprimožu odprt prvi zasebni vrtec Slovenskega šolskega društva. Leta 1984 je sledil vrtec v Sedlovcu, ki od leta 1978 v Mohorevi hiši že obstaja vrtec zasebne iniciative staršev, leta 1985 pa še vrtec v Škofičah. Nova generacija žensk se je odločila tako za zaposlitev kot tudi za družino z otroki. Če pomislimo, da je v Avstriji še do 70 let odločal mož, ali se sme žena zaposliti ali ne, so taki dosežki zgodovinsko gledano še zelo mladi. Kajti družinsko pravo, po katerem je žena v družini enakopravna, so spremenili šele pod Kreiskyjevo vlado, med letoma 1975 in 1978. Konec 70-ih je Zveza slovenskih žena okrepila tudi stike z avstrijskim ženskim gibanjem in avstrijsko politiko. To je uspelo z navezanim stikom do tedanje državne sekretarke za ženska vprašanja Johano Donel, ki je postala kasneje tudi prva avstrijska ministrica za ženska vprašanja. Šele pod Donelovo so ženske v Avstriji prišle enakopravnosti bliže. Nastale so prve varne hiše za nasilju izpostavljene žene in otroke, prišlo je do preureditve kazenskega prava v primeru posilstva, možen je bil brezkazenski splav, matere samohranilke so smele končno prevzeti skrbništvo za lastne otroke, to je dotedaj imel urad za mladino. Da enakopravnosti pa še dolgo nismo dosegle, kažejo stalne debate okoli zastopstva žensk v politiki, o razlikah med dohodkih moških in žensk, zadeve, na katere med svojim predsedstvom neutrudno opozarjala tudi današnja častna predsednica Zveze slovenskih žena Milka Kokot, ki je torej med nami. Samohranilke so bile nenehno preobremenjene, nekatere zadeve torej so se zopet zaostrile med pandemijo, ženske in še posebno matere samohranilke so bile nenehno preobremenjene, naraslo je nasilje v družinah in to se je kazalo tudi v številu femicidov oziroma umorov žensk v tem času. To nam kaže, kako važna je podpora ženskam še posebno v krizah in to je bil prav gotovo izziv in glavna naloga Zveze slovenskih žena v zadnjih letih. Vendar tudi tukaj se je pokazalo, da je skupnimi močmi marsikaj mogoče. In v tem smislu obhajamo letošnji mednarodni dan žena in 80-letnico Zveze slovenskih žena
Naše navodilo ostaja, ženske, kar pogumno naprej, ta svet je tudi vaš. Hvala lepa.
Tole, sedaj bi pa prosila na oder Vilija Ošino, se pravi predsednika društva, ki nas je tukaj danes povabilo. Ta lep prostor predsednika Slovenskega prosvetnega društva Zarja, prosim. Spoštovane obiskovalke, spoštovani obiskovalci, lepo pozdravljeni na proslavi ob Mednarodnem dnevu žena in ob 80. obletnici ustanovitve antifašistične fronte žena oziroma Zveze slovenskih žena, ki je bila leta 1943 ustanovljena prav v Železni Kapli. Še zlasti smo veseli, da smo se danes lahko zbrali v našem novem kulturnem centru, ki smo ga poimenovali Hiša kulture, Haus der Kultur, dvorana Fasa. 115 let, toliko je letos staro naše društvo, smo morali čakati, da končno lahko delujemo in praznujemo v prostorih, za katere zanesljivo vemo, da bodo naši vsaj naslednjih 40 let. Kot nameščenec Slovenske prosvetne zveze zelo dobro poznam posamezna kulturna društva po celotni Koroški. Zato vem, da je povsod tam, kjer imajo društva svoje kulturne domove oziroma dobro urejeno infrastrukturo, kulturno delovanje lažje in uspešnejše kot tam, kjer društva nimajo vlastnih prostorov. Prvi pogoj delovanja vseh društv pa je, da jim nihče ne meče polen pod noge. Med 160 žrtvami nacionalsocializma v Železni Kapli, katerih imena smo vnesli v spominsko uro, ki jo je umetniško oblikoval Marko Lipuš, je tudi veliko število žensk. Nažalost je moralo preteči več kot 80 let, da so končno vsa imena, razen imen žrtev evtanazije, zbrana in postavljena v javni prostor. Trenutno se dogovarjamo o postavitvi spominske ure na slovenski gimnaziji v Celovcu in sicer v učne namene. Jeseni pa bo najbrž tudi v parlamentu na prireditvi ob 80. obletnici pregona. Seveda si želimo, da bi jo lahko postavili tudi v dvorani Zrcalj v Celovcu in v prostoru občinskega urada v Železni Kapli. Drage ženske, ob vaših dveh jubilejih vam iskreno čestitamo in vam želimo še veliko energije za bodoče izzive. Liebe Besucherinnen und Besucher, willkommen zur Feier des Internationalen Frauentages und des 80. Jahrestages der Gründung der Antifaschistischen Frauenfront bzw. des Verbandes slowenischer Frauen, der 1943 direkt in Eisenstadt gegründet wurde. Wir freuen uns besonders, dass wir uns heute in unserem neuen Kulturzentrum, das wir Hiša kulture, Haus der Kultur, dvorana Fasa genannt haben, versammeln können. 115 Jahre, so alt ist der slowenische Kulturverein Zarja. In diesem Jahr mussten wir warten, um endlich in den Räumlichkeiten arbeiten und feiern zu können, von denen wir sicher sind, dass sie uns mindestens die nächsten 40 Jahre zur Verfügung stehen. Als Angestellter des slowenischen Kulturverbandes kenne ich die einzelnen slowenischen Kulturvereine in ganz Kärnten sehr gut. Deshalb weiß ich, dass in Orten, in denen Vereine einen eigenen Standort bzw. gut funktionierende Infrastruktur haben, das besser funktioniert. Die erste Bedingung für das Funktionieren aller Vereine ist, dass ihnen niemand Holzscheite unter die Füße wirft. Unter den 160 Opfern des Nationalsozialismus in Eisenkapel, Železna Kapla, deren Namen wir in die von Marko Lipuš künstlerisch gestaltete Gedenkuhr eingetragen haben, ist auch eine große Zahl von Frauen. Leider mussten mehr als 80 Jahre vergehen, bis endlich alle Namen bis auf jene der Euthanasieopfer gesammelt und im öffentlichen Raum aufgestellt wurden. Wir verhandeln derzeit über die Aufstellung der Gedenkuhr am slowenischen Gymnasium und
und voraussichtlich im Herbst auch im Parlament bei der Gedenkveranstaltung zum 80. Jahrestag der Verfolgung der Kärntner Sloweninnen und Sloweninnen. Natürlich würden wir uns wünschen, Sie auch im Spiegelsaal in Klagenfurt-Salowitz und in den Räumen des Gemeindeamtes in Bad Eisenkabel-Lesakabel aufstellen zu können. Liebe Frauen, wir gratulieren Ihnen ganz herzlich zu Ihren 2 Jubiläen und wünschen Ihnen viel Energie für die zukünftigen Herausforderungen. Danke, Hvala. Vabim na oder seveda tudi častne gostje, če želi kdo spregovoriti, prosim, oder je vaš. Sehr geehrte Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren, geschätzte Fest- und Ehrengäste, sehr geehrter Herr Pfarrer Zunder. Es ist mir eine besondere Freude, Sie heute hier in diesen neuen Räumlichkeiten begrüßen und willkommen heißen zu dürfen. Es ist mir auch eine besondere Freude, dass die Ehrenbürgerin der Marktgemeinde Eisenkappel, Frau Maja Hadalab, und der Ehrenbürger, einer der Ehrenbürger unserer Gemeinde, Herr Pfarrer Woldi Zunder, hier anwesend sind. Recht herzlich willkommen. Es ist mir auch eine besondere Freude, Ihnen zum 80-jährigen Jubiläum gratulieren zu dürfen. 80 Jahre, in denen sich mutige Frauen gegen den Faschismus gestellt haben, 80 Jahre, in denen viele, viele engagierte Frauen sich dafür eingesetzt haben, für ihre slowenischen Frauen eben um Gleichberechtigung in der Gesellschaft gekämpft haben, und 80 Jahre, in denen viele, viele Frauen sich immer wieder gemeinsam mit anderen Frauenorganisationen dafür eingesetzt haben, die Rahmenbedingungen für das Leben der Frau in der Gesellschaft zu verbessern. Hvala lepa. Es gäbe noch sehr viel zu sagen zum heutigen Internationalen Frauentag oder zur heutigen Feier. Wichtig ist, dass wir diesen Tag begehen, um einfach wertschätzend den vielen Errungenschaften vieler, vieler großartiger Frauen zu denken und auch darauf aufmerksam zu machen, dass es noch vieles, vieles gibt, bis wir die tatsächliche Gleichberechtigung von Männern und Frauen erreicht haben. Drage predsednice, dragi častni gostje, drage dame in gospodje. Posebno me veseli, da vas lahko pozdravim v imenu tržne občine Železna Kapla-Bela tukaj v farni dvorani. Zelo me tudi veseli, da lahko čestitam Zvezi slovenskih žena za 80. letnico. 80 let, v katerih se je veliko žensk pogumno in odločno uprlo fašističnemu režimu. 80 let, v katerih se je veliko žensk borilo za enake pravice Slovenk na vseh področjih družbe. In 80 let, v katerih bi lahko skupaj z drugimi ženskimi organizacijami dosegli pomembne izboljšave za nas ženske na številnih področjih življenja. Veliko korakov je že narejenih, a kljub vsemu je pot še dolga. Zato potrebujemo dan žena. Ta dan slavi dosežke žensk na vseh področjih življenja in nas opominja na vse izzive, s katerimi smo ženske vsak dan konfrontirane. Želim nam še lep popoldan. Und weil es auch so üblich ist, zu einer Geburtstagsfeier ein Geschenk mitzubringen, habe ich mir erlaubt, ein paar Dinge zusammenzustellen. Ein Buch einfach über die Region, um ein bisschen nachlesen zu können. Eine CD vom Terzett Klepena, um einfach ein bisschen Eisenkoppler Musik zu hören. Und ein kleiner Imbiss, ein paar Leckerbissen vom Alitscher Hof, darf ich der Vorsitzenden übergeben.
Hvala lepa župani. Prosim, če še želi kdo? Podžupan seveda, Franc Jožef Smrcnik, izvoli. Spoštovane žene, spoštovani častni gostje, častna občanka, častni občan, dan žena se v Kapli vedno praznuje, kar je zelo, zelo lepo. Ta dan žena, pa tudi letos se spominjamo 80-letnice žensk, mater, ki so tedaj v najtežjem času zgodovine spoznale, da je treba se upreti, da se treba boriti, da prideš do pravic. Tem ženam en velik poklon. Veliko od njih je plačalo z življenjem, veliko jih je pa hvala Bogu tudi preživelo. Mi smo tisti, ki moramo to tradicijo gojiti naprej, se zavedati, kako pomembne so žene v naši družbi, posebno pomembne so žene v naši narodni skupnosti, ki so matere, babice in tiste, ki dajo materino besedo naprej. Vem, da včasih je to zelo konzervativno, da žene samo osredotočimo na to. Žal mi moški, čeprav smo enakopravni, danes premalo gledamo na to, da bi naši otroci govorili to prelepo slovensko besedo. Mislim, da je to pomembno, da se vam zahvalim vsem, babicam, mamam, da daste besedo naprej, le tako bomo uspeli, da bo to tradicijo in se tem ženam poklonili. Angela Piskar je bila ena prvih žena, ki je to spoznala, se borila in bila uspešna. In jaz sem prepričan, da je v življenju veliko stvari, katere lahko uspejo, če si za tem in se za to boriš. Mislim pa, vam ženam želim veliko samozavesti, veliko samih, da se upate tudi postopiti se funkcije, iti v politiko in se postaviti kot tiste žene, ki so pred 80 leti v najtežjih situacijah, ko so riskirale življenje, stopili na plan in se združili in nekaj ustanovile. V tem smislu pa mislim, da bo tudi Vili uspeli, da bomo tudi na občini postavili to uro, da se bojo vsi potem lahko spominjali teh ljudi in jaz sam bom pa skušal to tudi v vlado spraviti, v dvorano Zrcal in če to uspe, potem si nekaj naredil. V tem smislu bo lepa. Prosim, še kdo? Ana Blanc. Spoštovane dame in gospodje, drage prijateljice in prijatelji, drage častni gostje, zame ni to prva vrsta, zame ste vi, vsaka žena od vas, ki je toliko prispevala k enakopravnosti, toliko prispevala tudi k temu, da lahko mi živimo v miru. In kako je to važno, smo lahko videli, kako hitro se ta mir zruši. Daniela je že zelo veliko povedala, kako gre ženskam, kako so enakopravne ali tudi ne. Rada bi vam povedala, kako nam je šlo prav 8. marca v Beljaku, ko smo imeli veliko festo o mednarodnem dnevu žena. Čisto normalno je, da imaš prej eno tiskovno konferenco in novinarji so nam dali vprašanja kot: je to dan praznovanja, je to dan opominov, je to dan zahtev, ali je sploh še važno, da imamo ta dan žena, saj je vse v redu. In to je bilo nekaj, jaz sem mislila najprej, da je to šala, ampak ne, to je bilo res vprašanje.
Odgovor je bil tak, ja seveda, da je to en dan praznovanja. In to zaradi tega, ker smo ga zaslužili, da praznujemo. Smo zaslužili, da malo tako porožansko povedamo, puhavžvamo, poklepetamo, da se povežamo, da ena drugi pomaga. In seveda je ta dan opomina in dan zahtev. Ampak ne samo ta dan, temveč 365 dnev v letu. In kaj žena mora narediti, in ni bila preuprašana, ali bo to naredila ali ne, nam je pokazala pandemija. Ja, ta dan je aktualen kot še nikoli tako, ker vemo, da je enakopravnost še ni dana. Tudi ne v letu 2023. Še zmerom zasluži žena 18% manj kot moški za isto delo, za isti čas. Še zmerom je žena tista, ki naredi in je tudi odgovorna za gospodinstvo doma, za tvoje otrok, za nego mora biti. In še zmerom je žena tista, ki vse, kar naredi, vidimo mi kot družba kot nekaj samoumevnega. Novinar nam je rekel, je vse v redu. Ni vse v redu. Ni vse v redu, da žena dobi 18% manj kot mož. Ni v redu, da še zmerom žena tista, ki doma preskrbi in vzgoji otroke. In ni v redu, da če se gre za vodilne pozicije, tam so moški dominantni. In to, čeprav je žena tako dobro izobražena, kot še nikoli ne, imamo več maturantk kot maturantov, je žena tista, ki tudi konča študij. Samo potem, če pridejo otroci, investira moški v kariero, žena pa doma. Nimam nič proti, če se tega res hoče. Ampak večino žensk si nekako pričakuje in želi morda tudi eno drugo življenje. Eno tako življenje, kako si ga ona želi. In politika mora postaviti smernice, da se vsaka žena lahko odloči za to, kar hoče. Kot že rečeno, kot smo v začetku že omenila, da je veliko žensk prispevalo k temu, da lahko mi živimo v miru. In po teh vseh bi se še enkrat rada posebno zahvalila. Meine sehr geehrten Damen und Herren, es ist nicht normal, dass eine Frau 18% weniger verdient als ein Mann. Es ist nicht normal und auch kein Gesetz, dass eine Frau noch immer für die Hausarbeit, für die Kindererziehung und für die Pflege der Angehörigen Verantwortung trägt und verantwortlich ist. Es ist nicht normal, dass die Führungspositionen von Männern dominiert werden und dass obwohl Frauen so gut ausgebildet sind wie noch nie. Und wenn wir von einem Miteinander und von einer Gleichberechtigung reden, meine sehr geehrten Damen und Herren, dann sind für diese Gleichberechtigung sowohl die Männer als auch Frauen zuständig. Frauenpolitik ist keine Politik nur der Frauen, sondern dass eine Frauenpolitik funktioniert, dafür sind Männer und Frauen verantwortlich. Und Frauenrechte sind Menschenrechte. Und dessen müssen wir uns bewusst werden und bewusst werden. Hvala vam še enkrat za vse to. Čestitam pa teh novi kulturni hiši, ki je tako res prelepa. In kultura, v eni kulturni hiši, kultura je zame tudi spoštovanje
in enakopravnost. V tem smislu hvala lepa, recht herzlichen Dank. In Daniela Hanšopek, spomladi, hvala ti v imenu nas vseh za vse tvoje delo. Milka tebe tudi, Milka Adleseri, ki smo bolj upadali. In Šopek, tudi kot zahvala nas vseh. Hvala lepa. Hvala za besedo, spoštovana predsednica Danijela Topar. Spoštovane gospe in gospodje, naj vam povem, da mi je zares zelo veliko čast, da sem danes lahko z vami, da skupaj proslavimo 8. marec, Mednarodni dan žensk, in da skupaj proslavimo 80. obletnico ustanovitve predhodnice organizacije, ki nas danes tukaj časti, torej Zveze slovenskih žena. Jaz vam moram povedati, da moram izreči eno veliko navdušenje in tudi eno osebno zahvalo Zvezi slovenskih žena, zato da obstajate, zato da delujete. In zato mi je danes v veliko čast, da sem lahko v živo spoznala gospo, ki je dolga leta v bistvu držala po konci to Zvezo slovenskih žena, spoštovano Milko Kokot. To izpostavljam zaradi nekega posebnega pomena, ki ga bom izpostavila tudi kasneje v govoru. Zelo veliko
Spoštovana Milka, res nam je v veliko čast, da ste danes z nami in pa predvsem, da ste toliko naredili za to organizacijo. Ker sem podpredsednica Zveze združenj borcev za vrednote narodno-osvobodilnega boja Slovenije, moram pozdraviti tudi predsednika moje sestrske organizacije tukaj na Koroškem in sicer predsednika Zveze koroških partizanov Milana Buteja in pa seveda tudi podpredsednico Mojco Koletnik, ki jo pogosto srečujemo tudi na naših proslavah v Sloveniji in drugod, proslavah, ki so posvečene narodno-osvobodilnemu boju. Gospod Bute, gospa Koletnik, obema prisrčno hvala. In ker je bilo danes že zelo veliko pomembnih besed izrečenih, tako o narodnostnem položaju na Koroškem, o borbi žensk za pravice, se zahvaljujem seveda tako gospe Ani Blatnik kot Daniela Topar vam, ker ste nam predstavili situacijo, v kateri ste živeli, v kateri delujete tukaj na Koroškem. In seveda tudi spoštovani županji, gospe Lobnik, sem zelo hvaležna, ker je predstavila to okolje in boj in prizadevanja tako na kulturnem, političnem, gospodarskem področju, ki vsa ta boj in vsa ta prizadevanja so seveda pomembna za preživetje naše slovenske manjšine na Koroškem. In zdi se mi prav in zelo pozdravljam to, da je med nami državna sekretarka iz Urada za Slovence v zamejstvu in drugod po svetu, spoštovana gospa Vesna Humar, ki pa je poleg tega, da je sedaj državna sekretarka tudi pred leti imela dolgo, zelo dobro, odlično kariero novinarke in tudi problematiko žensk in neenakosti v družbi zelo dobro pozna. Tako da, Vesna Humar, hvala, ker ste danes z nami. Rada, če mi dovolite, svoj govor nekoliko bolj posvetila širšemu boju za pravice žensk skozi zgodovino in še zlasti prizadevanjem ženskega gibanja za izobraževanje, za mir in za enakopravnost. To pa so točke, ki so bile že izpostavljene danes v teh uvodnih pozdravnih nagovorih. Namreč, odkar je leta 1977 Generalna skupščina Organizacije združenih narodov razglasila 8. marec kot Mednarodni dan žensk, lahko trdimo, da gre za praznovanje, ki pripada vsem ženskam, ne glede na družbeno-ekonomski status, politično prepričanje ali socialno vlogo v družbi. To omenjam zato, ker se je zgodovina obeleževanja boja žensk za svoje pravice začela kot delavska pravica in kot posledica brutalnega izkoriščanja žensk delavk. V zgodovini delavskega gibanja je bilo več dogodkov, ki jih v zvezi z bojem žensk za spremembe moramo, oziroma je prav, da jih omenimo. Lahko začnemo v obdobju revolucionarnega vrenja 1848, ko ženske prvič javno postavijo zahtevo po splošni volilni pravici. Lahko gremo v leto 1857 v Združene države Amerike, ko se začenjajo prve velike demonstracije in stavke, v katerih sodelujejo predvsem tekstilne delavke. In seveda v leto 1908, ko 15.000 tekstilnih delavk maršira skozi Manhattan in zahteva pravice, ki so bile delavske pravice. Torej, po pauzi v delovnem času, po krajšem delovnem času, po boljših delovnih pogojih, to so bile njihove zahteve in glede na to veliko stavko in pohod žena je potem tudi prišlo leta 1910 do enega zanimljivega, tudi za današnji čas in dan, pomembnega predloga. Namreč voditeljica takratnega ženskega socialističnega gibanja, Klara Zetkin,
je na mednarodni socialistični konferenci, ki je potekala leta 1910 v Kopenhavnu, predlagala, da bi se en dan v letu posvetilo dnevu oziroma obeleževanju boja žensk za enakopravnost in proti izkoriščanju. In takrat je Klara Zetkin prišla na oder z rdečim nageljnom na prsih. Zelo sem vam hvaležna, ker ste mize okrasile z rdečimi nageljni. Namreč, rdeč nagelj je takrat že bil simbol delavskega gibanja. Ampak Klara Zetkin je rdeč nagelj prinesla na prsih tudi kot simbol bodočega ženskega gibanja. In seveda 8. marca. Zato si še vedno mnogo kje za 8. marec poklanjamo prav rdeči nagelj. Ampak ta zgodba z praznovanjem 8. marca oziroma dneva, ki bi bil posvečen vprašanju žensk, ni bila tako zelo preprosta in je ni bilo tako enostavno uveljaviti. Moramo pa povedati nekaj. Gospa Topar, vi ste zelo izpostavili položaj žensk in dolgotrajno v bistvu neenakopravnost žensk v Avstriji po letu 1945, lahko rečemo. Pa najbrž tudi predtem. Ampak čas, ko se je začelo praznovati ta mednarodni dan žensk, to je bilo leta 1911, takrat je bila pa Avstrija zelo napredna država. Takrat se je namreč po vseh krajih Avstrije, seveda tudi v naših slovenskih deželah, prvič praznovalo dan posvečen ženskam. In kasneje, od leta 1921 naprej, je bil to dan, torej izbran dan 8. marec. V času med obema vojnama bi lahko rekli, da z praznovanjem, dolgo let, praznovanjem 8. marca ni bilo prav, za praznovanje ni bilo prav veliko možnosti, zlasti v državah, kjer so bili na oblasti nacistični in fašistični režimi. Tam so namreč 8. marec prepovedali. Ampak ne pozabimo pa še nekaj, da so ženske tudi na pobudo Klare Zetkin že pred Prvo svetovno vojno bile tudi nosilke boja za mir in proti vojni. Da so bile ženske tiste, ki so v bistvu pozivale tudi na vsezadnje v času Prve svetovne vojne leta 1917, pozivale na demonstracijah, to so bile ruske ženske, pozivale so za kruh, za mir in za zemljo. V obdobju fašizma in nacizma, torej za našim praznovanjem ni bilo prav veliko, za naše praznovanje ni bilo veliko možnosti, ampak počasi nas to pripelje tudi do obdobja, do okoliščin druge svetovne vojne, ko se razvijajo odporniška gibanja po vsej Evropi in za nas Slovence je bila zelo pomembna seveda Osvobodilna fronta kot začetek antifašističnega gibanja vseh Slovencev in Slovenk, ki so živeli pod italijansko, pod nemško in pod madžarsko okupacijo. Veliko žensk se je takrat vključilo v Osvobodilno fronto in pa v partizanske vrste, se pravi, bile so borke, bile so bolničarke, kurirke, organizatorke, aktivistke, skrbele so za logistiko, skrbovale so partizanske enote in v času, ko so bili možje na fronti, so same doma skrbele za to, da so družine preživele, pa da so proizvedle oziroma pridelale toliko, da so lahko skrbele tudi za partizanske enote. In spet imamo pred sabo spomin na to, kako ženske demonstrirajo proti vojni. Prve ženske demonstracije proti vojni v času druge svetovne vojne so namreč potekale spomladi 1943 v okupirani Ljubljani. Potekale so 2 meseca in bile so
Organizirane so bile pod sloganom Vidimo se naslednjo sredo. Torej vsako sredo, 2 meseca, nekje do junija 1943 so demonstrirale naše prednice, aktivistke v Ljubljani. V tem času se je že zorganizirala tudi nekako jugoslovanska organizacija žena, in sicer leta 1942 v Bosanskem Petrovcu je na podlagi dejstva, da je bilo v partizanskih enotah zelo, zelo veliko žensk, bilo nekako dogovorjeno, da bi bilo dobro, če imajo ženske tudi svojo organizacijo. In to je bila ta antifašistična fronta žena, ki je bila takrat ustanovljena in kot smo videli, zelo zanimivo, da so Korošice zelo kmalu, torej spomladi, marca 1943, tukaj v Železni Kapli oziroma v okolici, že ustanovile prvi krajevni odbor. In to je zdaj ta dogodek, ki se ga tudi z velikim spoštovanjem spominjamo danes. Medtem ko kasneje na ozemlju slovenskih dežel je bila ustanovljena antifašistična fronta žena v Dobrniču oktobra 1943 in tistega prvega kongresa ustanovitvenega so se seveda udeležile ženske za centralne Slovenije, z Dolenjske, iz Štajerske, ni pa bilo Korošic in ni bilo Primork. Tukaj je namreč takrat bil boj tako srdit in tako hud in toliko zlega, sploh z izgonom prebivalcev Koroške, slovenskih prebivalcev seveda, je bilo že storjenega, da se koroške članice antifašistične zveze oziroma fronte niso mogle udeležiti tega skupnega kongresa. In nekaj moram povedati zanimivega. Ko so v Železni Kapli ustanovile to antifašistično fronto žena, so uporabile ta izraz AFŽ. Ko pa so v Dobrniču na prvem kongresu ustanovili antifašistično fronto žena, so jo poimenovali drugače. In sicer Slovenska protifašistična ženska zveza. To vam nekaj pove o našem odnosu do jezika. Namreč že takrat se je čutilo, da želijo slovenske ženske uporabljati svoj izraz. Ne tisti izraz, ki je bil sprejet v Bosanskem Petrovcu, kot srbo-hrvaški izraz, ampak svoj, slovenski. Zato Slovenska protifašistična zveza, ampak žal pod pritiskom jugoslovanskih teženj so potem morale to svojo organizacijo na svojem drugem kongresu leta 1945 preimenovati in leta 1953 ukiniti. Boj za ženske pravice oziroma opozarjanje na ženske probleme se je sicer preselilo potem v neko tako skupno organizacijo, ki smo jo mi imenovali Socialistična zveza delovnega ljudstva. To je bila organizacija, v kateri so bile v bistvu, oziroma se je skrbelo za pravice različnih ljudi v civilni družbi, nevladnih organizacij tistega časa, potem duhovnikov in pa seveda tudi ženske so bile nekje že vedno bolj v kotu. To govorim zato, ker sem začutila iz knjige Glej, ta svet je tudi zate, eno posebno spoštovanje, ki so ga izražale koroške Slovenke do tistega, kar se je dogajalo v takratni Jugoslaviji. Eno posebno spoštovanje do enega napredka v smislu doseganja enakopravnosti. In najbrž je res na področju enakopravnosti takrat v Sloveniji in v Jugoslaviji bilo narejenega zelo veliko. Ampak morate vedeti, da počasi so ti dosežki začeli tudi malce zahajati v pozabo. In tukaj želim povedati, da mi zelo veliko pomeni to, da ste sicer imeli diskusijo, oziroma so vaše prednice imele precejšnje razprave glede tega, kaj narediti za antifašistično fronto žena. In leta 1951 ste rekli, Daniela, da se je preimenovala v Zvezo slovenskih žena. In to je zdaj ključno. Vi ste namreč ohranili organizacijo žena. V Sloveniji in Jugoslaviji pa je bila ta specifična, posebna organizacija, ki bi se
v ženskem kolektivu z ženskim zanosom borila za ženske pravice, ukinjena. Z gotovostjo lahko trdimo, da so bili cilji vseh žensk še takrat, ko so se imenovale Antifašistična fronta žena, do konca vojne približno enaki. Na vseh ozemljih, kjer so naši predniki govorili slovensko. To je bil boj proti fašizmu, proti okupaciji, boj za enakopravnost žensk, za volilno pravico vseh in še marsikaj podobnega. Ampak po koncu vojne so se pa okoliščine, v katerih so delovale naše prednice in predniki, pa začele močno razlikovati. Tukaj se zavedam, da v bistvu v situaciji, ko ste na Koroškem, v bistvu ostali pod avstrijsko oblastjo in pod angleško upravo do leta 1955, je bilo pomembno, da se je ta boj žensk nadaljeval, ampak tisto, kar se da videti skozi zgodovino boja, je, da se je ta boj začel seliti na področje narodnostnih pravic. Vedno bolj ste v bistvu te specifične ženske pravice in delo ženske začeli podrejati oziroma jih naslavljati kot pravice manjšin. In to se mi zdi tudi eno zelo pomembno, ključno vprašanje za današnji čas in navsezadnje tudi za našo spoštovano državno sekretarko. Tudi na Primorskem, mimogrede, jaz od tam prihajam in je bilo moje otroštvo polno zgodb iz fašističnih časov, se je velik del tega našega slovenskega življa soočil z nedorečeno mejo in pa seveda na območjih, ki so po pariški mirovni pogodbi pripadli Italiji, so se naši primorski Slovenci borili za osnovne narodnostne pravice. To, kar je morda uspelo pri pogajanjih za avstrijsko državno pogodbo narediti, je bil vsaj ta slavni 7. člen avstrijske državne pogodbe, v katerem so bile vsaj v dokumentu zapisane slovenske pravice, čeprav vem in razumem, da ste se morali potem za te pravice in se še danes boriti in jih uveljavljati vsak dan znova. In spoštovani gospod Franc Jožef Smrtnik, jaz upam, da boste vi kot poslanec tega prostora v deželnem parlamentu skrbeli za to, da se bodo ne samo pravice žensk, ampak pravice vseh Slovencev in Slovenk, vseh tistih, ki se čutijo narodnostno pripadne slovenstvu, da se boste borili za njihove pravice in da boste ohranjali zgodovino Koroške tudi kot zgodovino slovenstva. Na območju Slovenije, seveda, ki je postala Republika Jugoslavije, so se ženske ukvarjale bolj z vprašanji splošnega družbenega napredka, dobile so popolno in splošno volilno pravico, sodelovale so v obnovi države in so se čutile zelo, zelo enakopravne pri tem. Celo bi rekla, da so se čutile zelo varne. Tudi takrat, ko so leta 1953 ukinile Antifašistično fronto žena. Namreč zaradi številčnega zastopstva, predvsem partizanske generacije žensk v političnih krogih, so uspešno izbojevale napredek na področju zdravstvene oskrbe, in sicer porodnic, dojenčkov, otroškega varstva za zaposlene, enakopravnega dostopa do vseh ravni izobraževanja in leta 1981 celo, da vas spomnim na moje področje delovanja, so bile ženske v Jugoslaviji, torej potem takem tudi v Sloveniji, vključene v nek poskusni projekt prostovoljnega služenja vojaškega roka za ženske. Projekt je potem neslavno propadal leta 1984, ampak tudi tak poskus smo preživeli. Zanimiva pa je bila pri tem usoda 8. marca. In tukaj bi se rada spomnila vsega, kar je povedala spoštovana gospa Ana Blatnik. Namreč usoda 8. marca kot dneva opominjanja na še vedno prisotno diskriminacijo in tudi neenakost v nekaterih bolj zaostalih predelih takratne države. 8. marec v takratni državi ni bil nikoli dela prost dan, je pa veljal za zelo pomemben državni dogodek. Takrat smo namreč otroci svoje učiteljice in matere počastili s cvetjem in voščili.
V podjetjih so delavke bile deležne posebnih pozornosti, tudi slovesnosti, včasih so dobile prosto kakšno uro, da so lahko šle prej iz službe, da so lahko odšle k frizerju, da so se uredile za večerno zabavo. Ampak z tiste večerne zabave so praviloma najbolj pijani vedno odhajali moški. Ampak zdaj se nam zdi, ta situacija se nam zdi zelo absurdna. Ampak vendarle, ta trenutek, to dejstvo, da so te ženske dobile tisto uro, ko so bile lahko one, ko so smele urediti svoj obraz, svoj izgled, svojo frizuro. Tista prosta ura je v bistvu pokazala tem ženskam, da takrat niso delavke, da niso matere ali sestre ali žene, torej vedno v poziciji do nekoga drugega. Nekaj, kar se je določilo v poziciji do drugega. Ampak takrat, v tisti prosti uri, so bile one, posameznice. In tudi tisti šopek rož, ki so ga dobile učiteljice in naše matere, je bil sprejet kot ne zato, ker imamo 8. marec, ampak zato, ker sem jaz mama, ker sem jaz učiteljica, ker je to moj dan. Ker na ta dan se jaz spominjam vseh mojih prednic, ki so se borile tudi za moje pravice. In jaz, ki dobivam te rože, se moram boriti za druge, ki prihajajo za mano. Za tiste deklice in za tiste dečke, ki prihajajo v razredu k meni in mi prinašajo te rože, pa morda ne bodo zakaj. In jaz jih moram naučiti, da bodo razumeli, da gre ta boj naprej. Ampak kaj se je zgodilo postopoma z tem našim 8. marcem v takratni državi Jugoslaviji? Nažalost, vse manj se je namreč na ta dan govorilo o ženski enakopravnosti. In vse bolj se je ta praznik izgubljal v naraščajočih potrebah potrošniške družbe. In v zadnjem desetletju skupne države je ta praznik tako zvodenel, da so ga res uporabljali samo še za obdarovanje žensk s priložnostnimi darili in pa, kar nas povezuje z tem koroškim prostorom, za nakupovalnimi izleti v avstrijske in italijanske trgovine ob meji. Veste, v intelektualnih krogih smo se ženske takrat takemu prazniku kar odpovedale. Res pa je, da istočasno nismo imeli dovolj poguma in moči, da bi zahtevali vsebinske razprave o dejanskem položaju žensk v družbi. In to razvodenenje praznika nas je pripeljalo potem v osamosvojeno novo državo Slovenijo. Po osamosvojitvi pa se je zasmehovanje in brisanje 8. marca in tudi ženskih pravic iz zavesti državljanov Slovenije izvajalo kot uradna politika. Čeprav je bil to praznik, ki je takrat že imel mednarodno legitimiteto, 1977. Je bil razglašen za mednarodni dan žensk, so ga nove slovenske oblasti po letu 1991 označevale kot relikt komunizma, kot enoumje, ki se proslavlja samo še v postsovjetskih državah in ponekod v Afriki. Iz stenskih koledarjev, na primer, je izginila oznaka, ki smo jo prej imeli, 8. marec, dan žena, ta oznaka je izginila. Danes na naših stenskih koledarjih to ni več zapisano. In ženske smo počasi ugotovile, da ne, da smo izgubile izvirni 8. marec, kot spomin na mednarodno žensko delavsko gibanje, ampak smo vse ženske začele izgubljati tudi določene priborjene pravice. Bile smo vse bolj deležne izrinjanja iz polja enakopravnosti, vzorci neenakosti pa so se vztrajno krepili. Omenili ste prepad, predvsem gospa Blatnik, med povprečno moško in žensko plačo. Dolgo let je Slovenija veljala za državo, v kateri sta povprečna moška in povprečna ženska plača zelo blizu. Ampak to, kar moramo danes ugotoviti, pa je, da se ta prepad povečuje.
V vseh drugih evropskih državah se zmanjšuje, v Sloveniji, nažalost, pa se povečuje. Ženske so bile prve na udaru v propadajoči industriji, ker so prve izgubile službo. Še danes imamo med brezposelnimi največ žensk. Pod pragom revščine živijo predvsem starejše vdovele upokojenke. Pravica do svobodnega odločanja glede rojstva otrok in tudi glede svojega telesa se poskuša zmanjšati. Nismo uspeli uzakoniti oploditve z biomedicinsko pomočjo za neporočene oziroma samske ženske. Problematizira se pravica do splava, ki smo jo štele v nekdanji državi Jugoslaviji kot vrhunec pravic, ki pripadajo ženski. Številna dela, ki jih v gospodinstvih opravijo ženske, postajajo nevidna. V dolgotrajni oskrbi starejših so predvsem in samo ženske. Na slabše plačanih delovnih mestih se zaposlujejo dekleta, ki imajo bistveno višjo izobrazbo od zahtevane. V covidnih letih so ženske pri nas v zdravstvu, šolstvu, šolanju nadaljavo, kot trgovsko osebje nosile največje breme boja z epidemijo, pa zato niso dobile nobenega priznanja. Večinoma se tega niti opazilo ni. Soočamo se s spoznanjem, da smo ženske pravzaprav tudi zanemarile zgodovino in dosežke ženskega gibanja in da se na mnogih področjih znova borimo za pravice, ki so že bile dosežene. To pa je slabo sporočilo za prihodnje generacije mladih žensk. Verjetno je prav naša generacija, torej moja generacija, ki je živela v udobju doseženih pravic, v omalovaževanju simbolnega pomena 8. marca, zapravila zgodovinsko priložnost, da bi na nove generacije prenesla zavest o pomenu ženskega gibanja, zavest o pomembnosti in vrednosti šolanja, zavest o tem, da so se v zgodovini prav ženske vedno prve postavile vojni porovi in organizirale protivojne demonstracije. Danes smo, kot vidite, čeprav je vojna znova na evropskih tleh, tiho. Zato se mi zdi tako zelo pomembno, da ste v Zvezi slovenskih žena skupaj z drugimi kulturnimi in prosvetnimi organizacijami v lanskem letu izdali knjigo, ki smo jo omenili in ki jo Daniela danes podarja kot zelo pomembno darilo, namreč knjigo z naslovom Glej, ta svet je tudi zate. Izjemno spoštujem delo Helene Bardel in Video Vid, ki sta zapisali zgodovino in okoliščine delovanja antifašistične fronte žena in pa Zveze slovenskih žena na Koroškem. Poleg mojega spoštovanja do tistih, ki ste to delali, ampak v matični državi ste nas v bistvu opozorili na tiste sestavine boja za ženske pravice, ki so po svojem ključnem bistvu človekove pravice. So pravice družbene manjšine in tukaj se vračamo ponovno k vprašanju narodnostnih manjšin. Pravice žensk so pravice manjšine. Manjšina, ki se poskuša uveljaviti v prevladujočem moškem patriarhalnem svetu. In so vsaj tu te pravice na Koroškem tudi temeljne pravice narodnostne manjšine. Pravica do obstoja, ki se kaže skozi simboliko dvojezičnih napisov. Pravica do izobraževanja, ki se kaže skozi ohranjanje dvojezičnega šolstva in predvsem slovenskih vrtcev, slovenskih osnovnih šol, slovenske gimnazije. In ne nazadnje pravica do političnega predstavništva na deželni in pa seveda tudi zvezni ravni. In tako smo spet pri državljanskih pravicah, ki jih morate Slovenci in Slovenke na Koroškem obvarovati in vedno znova uveljavljati. Se pa je v tem razvoju mednarodnega ženskega gibanja zgodilo še nekaj, na kar bi želela opozoriti. Nekoč, ko je še Klara Cepkin predlagala praznovanje, obeleževanje dneva žensk, je bilo to mednarodno delavsko gibanje. Danes praznujemo 8. marec vsak zase. Vsak v svojem kraju, vsak v svoji državi, vsak v svoji deželi.
In smo pozabili, da ima ta praznik svojo moč šele takrat, ko je mednarodni, ko se zberemo in združimo v en glas vse ženske tega sveta. Zato bi rada zaključila z mislijo, da današnje obeleževanje 80-letnice spomina na tisti prvi slavni 3-članski krajevni odbor Koroške antifašistične zveze v Železni Kapli prenesemo in prenesete na prihodnje rodove kot simbol ženskega prispevka v boju proti okupaciji. Da podpremo prizadevanja za enakopravnost vseh družbenih manjšin in da se v tem našem mednarodnem boju za pravice žensk zavemo, da bodo vse oblike neenakopravnosti po izračunih Organizacije Združenih narodov v svetu odpravljene v prihodnjih 600 letih. Če bo šel razvoj boja za enakost žensk in moških s takšnim tempom naprej, kot je to bilo v zadnjem tisočletju. Drage dame, spoštovani gospodje, drage tovarišice in tovariši, naj živi Zveza slovenskih žena. Naj živi 8. marec, Mednarodni dan žensk. Srečno krožje.
Westen leis. Sie nahmen das Hitlerbild von der Wand, ihre Westen, die wuschen sie weiß, ihre Westen, die wuschen sie weiß. Ihr meine Enkel, was hört ihr so stumm, die alten, die kalten Berichte? Jetzt trampeln sie wieder vor den Rechten herum, erinnert euch meiner Geschichte, erinnert euch meiner Geschichte. Verschwiegene Bäume, verschworene Wald und drei rote Pfiffe, drei rote Pfiffe, drei rote Pfiffe im Wald. Verschwiegene Bäume, verschworene Wald und drei rote Pfiffe, drei rote Pfiffe, drei rote Pfiffe im Wald. Hvala lepa. Torej, vse na ta način ste videli tudi še današnjo skupino, ki bi sicer bila tukaj praprotnice, peli so partizanki Heleni Kuhar, torej odjeti. Sedaj pa prosim pred mikrofon pisateljico in pesnico, ki je vam vsem znana, domačinko Majo Haderlap. Včasih spet enkrat berem doma in jaz bom program malce skrajšala, da ne bojo naše dečle čisto odpešali. Na začetku bom prebrala nekaj iz Katja Odlomek iz romana Ani Kozave, tokrat v slovenščini. Knjiga ima pa tako majhno pisavo, da moram brati s očali. Maja, prosim, bliže, da slišimo. Tudi ker teksta, ja, dobro. A je treba više? V očetovi nočni omarici, v kateri leži tudi njegov odsluženi klarinet, najdem Micin modri zvezek pesmi in pod njim shranjeno rdečo popackano taboriščno knjižico moje babice. Omotična sedem na postelju, majhna dediščina mi težka počiva v roki. Zanesenjaška Mici je v verzih zapisovala v svoj zvežčič slovenske napeve, pesmi in pisma svojemu ljubemu in tetam Katraci, Urši, Leni, Majki in Angeli. Vzela jezik zvočnega opoja nepretrganega napeva, edino, kar je ostalo od nje. Prebirati začnem babičino knjižico iz lagarja, ki sem jo kot otrok pogosto držala v rokah. Prebudijo se mi spomini na babičino kamro, spomini na posebno mlečno svetlobo, ki je tisto nerazumljivo, o čemer je pripovedovala, razpuščala v premnoge trenutke bližine, ki so se kot droben prah vrtinčili po zraku in že naslednjo noč obležali na predmetih, kakor da jih nič ne bi nikoli razgreblo. Fotografije, ki mi jih je zapustila, polagam na svojo pisalno mizo. Čustva se babice v mladih letih zrcalijo na obrazu. Samozavestjo hčerke velikega kmeta gleda v fotoaparat. Njena stežka brzdana objestnost in njen ponos sta domala nekaj oprijemljivega. Pri svojih 20 letih nosi svetle obleke in bluze z vzorcem, katerih ovratniki so vsi obrobljeni s čipkami.
Po nekaj splavih je videti resnejša in polnejša. Kot poročena ženska nosi ob posebnih priložnostih temne obleke z bombažnimi nogavicami ali pa elegantne kostime z usnjenimi torbicami, usnjene rokavice in čevlje po miri. Poleti skuša svoje redke lase pogreti slamniki, da bi, kakor mi je nekoč povedala, malo zakrila svoj strogi obraz. Tu sem bila še ponosna, je rekla, a že postarana od dela garanja. Po vojni žarijo babici oči navznoter. Njen nasmeh je truden, izžet, nikoli več zares živ. Njena drža v nasprotju s prejšnjo ni več tako zanesljiva. Slamnike nadomesti z naglavnimi rutami, ki si jih privezuje na tanko pod brado, da jim konci trdo štrlijo stran od vratu. Rada se ponaša svojimi elegantnimi rutami iz svetlikajoče se viskoze ali svile. Močno je shujšala in nosi pod kostimi volnene telovnike ali žilete, ker jo kar naprej zebe. Na poročnih fotografijah je svojim oglatim obrazom in z velikim nosom v veseli druščini videti kakor zalust, kot relikt iz preteklosti, ki se noče prilagoditi sedanjosti. Njena postava daje vtis, kakor da so jo večkrat izrinili iz življenja, a jo potem zmeraj spet spustili van, da ga je lahko spet vzela v roke, če ne iz veselja, pa saj iz vdanosti, ne iz najglobljega prepričanja, temveč iz dolžnosti. Doma nosi babica na tilniku zavezano bombažno ruto, ponošene obleke, volnene nogavice in vzorčaste predpasnike, ki jih le ob nedeljah in praznikih nadomestijo črni predpasniki iz satena in elegantnejše bluze. Nekoč je še mislila, da se mora z obleko postaviti. Pozneje se je, pravi, zdela sebi kot prečrtana. Fotografije kažejo tudi očetovo preobrazbo iz otroka v mladeniča, kako se mu je po babičini aretaciji in po policijskem zasliševanju spremenil obraz, kako se je izgubila otroškost na njem, izginila pod nečim trdim, grenkim in zadrgnjenim, kako ga je rana vsega prekvasila in se ga polastila kot tujek. Varujoče pregrade, ki sem jih skušala nakopičiti med sabo in svojo družino, se znova zrušijo. Za trenutke se ustrašim, da me bo preteklost povsem poteptala, da se bom izgubila pod njeno težo. Potem sklenem vse razpršeno, hranjeno v spominu, pripovedovano, vse navzoče in odsotno, preliti v pisno obliko, se na novo zasnovati po spominu in si vdihniti telo iz besed, telo iz zraka in pogledov, vonjev in vonjav, glasov, šumov in minulega, telo iz sanj in sledov. Lahko bi priklicala nepovrnljivo, spoznala, da se je vrnilo predrugačeno, da je skupaj s sabo spremenilo mene. Lahko bi na novo uredila vse razpadlo in razpihano v času, da bi tisto spodaj lahko pogledalo na svetlo. Lahko bi se z nevidnim telesom oklenila minulega, ga s tem zapečatila in premagala. Sklenem, da se bom odpeljala v Ravensbrück, v taborišče, ki sem ga že tolikokrat preromala v svojih mislih, da ga zdi se mi poznam. Še enkrat hočem prehoditi pot babičinih zgodb, da se poslovim od kraja, ki mi je nenavadno blizek. Na dan, ko je babica prispela v kacet, zavijem v Fürstenbergu ob Havlu na cesto narodov, ki drži proti taborišču. Jesenska pokrajina naokrog odbija, daje vtis nedotaknega, a je vendar današnja, nič drugega kot današnja. Pomislim na babičine oči, ki so se zvečer 13. novembra nemara sprehodile po tej pokrajini. Se je sploh utegnila zazreti naokrog po tej končni postaji svoje poti, se razgledati po brandenburški rumeno-rjavi sivi jeseni, po rumenem listju brez, ki v barvnih pahljačah visi z vej. Po daljši hoji se na moji desni poblisne jezero, Šved vse, svojo golo, negibno gladino. Nenadoma stoji pred mano poveljniško poslopje. Prvi pogled skozi vrata taborišča, pustota,
gola planjava nekdanjih barak, črn pesek, rjasto rdeče listje, izbrisane ceste taborišča, od vsega le drevored topolov. Zbirališče ob apelu je videti manjše kot v mojih predstavah, skoraj obvladljivo s pogledom. Kot otrok sem ob babičini pripovedi videla prostrano polje, ki je segalo do obzorja, svet mrtvih in zaprtih. Obkrožim goli zravnani prostor nekdanjega gospodarskega poslopja. Kopalnica za postopek ob sprejemu, danes za plata trave. Kuhinja za zapornike, zbirališče za apel, danes peščeno polje. Nahajališče barak, danes nič drugega kot travna površina. Na tabli pa napis blok 5-7, šestica politični blok, prikazen iz babičinih pripovedi, je stal v sredini za lipo, ki je takrat ni bilo. Judovski blok 11 zraven 12, v prvi vrsti bolniški oddelek, za njim industrijsko dvorišče, krojaštvo. Zunaj vidnega polja in nedostopno Siemensovo območje za redno zaposlitev, moško taborišče, polje šotorov s čakajočimi na plin. Ohranjena pa zidana troedinost smrti. Stavba iz celic, danes muzej, v katerem nad imeni v Ravensbrücku umrlih Jugoslovank bijejo v oči katračini verzi. Krematorij, polje grobov, plinska celica označena spominskim kamnom. V ušesih se mi oglašajo sape babičinega dihanja, medtem ko je govorila, čudno, čudno, kaj lahko doleti ljudi, je govorila. Zapuščam območje taborišča. Nič olajšanja ne začutim, ko zaprem, je govorila. V arhivu najdem seznam prispelih na večer 13. novembra 1943. Ime in zaporniško številko moje babice, imena sosed, Pavle Maloveršnik, kmetov Pegrin, Kahovih žensk, Marije in Ane Roter. Poljakin, Judin, ene Čehinje in najdem seznam pripeljanih 30. novembra 1943 na dan, ko je v Ravensbrück prispela Mici. Skupaj z 64 ženskami so jo preko Leipziga zaradi prenapolnjenosti leipziškega policijskega zapora s posebnim transportom za preventivno priprte prepeljali v Fürstenberg. Z njo ženske iz Ličkova, Dnjepropetrovska, Krovna, Krasnodara, Kurska, Glauchava, Karlsbada, Wurzna, Kaliningrada, Prage, Ebenseja, z Dunaja in Poreč, iz Ovirskega, iz Lepena, iz Lepene, iz Koprivne in Bajdiš, Kölichovo Magdaleno, Mozganovo gospodarico Marijo Paul in njeno hčir Pavlovo Amalijo, Grubelnikovega Johana z Ovirskega. Malko, teto Malko najdem v upisni knjigi bloka 16 nastanjeno pri Poljakinah. Zapuščam območje taborišča. Nič olajšanja ne začutim, ko zaprem za sabo vrata poveljstva, nič si ne odahnem, nobene tolažbe ni od nikoder. To je kraj, ki je deloval v babici, v katerega magnetnem polju je živela, po kateremu se je ravnala, kraj, ki jo je določal in preklepal njena čustva. Strašljivi duh se mi zdaj izgublja za hrbtom, izginjajoča prikazen na robovih razpuščajoča se krhka površina, pod katero temni zgodovina, v kateri se babičine zgodbe oglašajo kot odmevi iz davno minulega časa. Preletel me je angel zgodovine. Svojimi krili je obsenčil prostor taborišča. V poltemi nisem videla njegovega prepadenega obraza. Le za hip se mi je zazdelo, da slišim frfotanje peruti, da se je sunek vetra ujel v njegova angelska krila, v katera se ljubijo viharji prihajajočega. Za trenutek se počutim kot otrok, ki je pobegnil času, ki kot neviden okorn ledenik drsi čez vse, kar se je kdaj zgodilo, ki pod seboj pokoplje, zdrobi in zmelje vse, kar je bilo videti neomajno.
Za vsakim korakom se globlje ugrezam v sedanjost. Vse pogosteje lahko trčim in naletim nase, slišim svoj glas, glas znanke, ki dolgo ni pogledala iz zmedenega vrveža stavkov, ki se je skrivala. Angel pozabe je najbrž pozabil izbrisati iz mojega spomina sledove preteklosti. Vodil me je skozi morje, po katerem so plavali drobci in ostanki. Moje stavke je lučal ob plavajoče črpinje in razbitine, da se tam ranijo, da se nabrusijo. Dokončno je snel podobici angelov znad moje otroške postelje. Nikoli mi ta angel ne bo stopil pred oči, ne bo se utelesil, izginil bo v knjigah, postal bo zgodba. Za konec pa še nekaj malih pesmic, ki jih bom prebrala v nemščini in v slovenščini. Im Abendlicht am Uferweg, auf dem ich dereinst stand, am Ende eines Sommers, der mich aufbrach wie eine kleine Frucht. Bitter war ich und sehr zäh. Fällt ein Lichtstaub auf mich, ein Funke aus dauernder Zeit. Das Springkraut wirft noch immer seine Blüten in die Luft wie Bälle. Es stürzt herab, versinkt im Wasser und vergeht. Ein Lichtkorn steigt wie damals und verglüht. Der Uferweg ist nun verbaut, versetzt, herausgerissen aus der Wiese und entsorgt. Auch ich bin mehrfach aufgetaucht als meine eigene Übersetzung. Verlegt und umgeschrieben erscheine ich in neuer Transkription, wenngleich in ähnlicher Gestalt.
Die Lichtsekunde flieht, der Funke einer Zeit, die bleibt, zerstirbt und wiederkehrt. Večerni zarji na obalni poti, na kateri sem stala nekoč ob koncu poletja, ki me je razprlo kot majhen sad. Bila sem grenka in žilova. Pade name prah svetlobe, iskra trajajočega časa. Nedotika še vedno meče svoje cvetove kot žoge v zrak. Pade z višine, se potopi v vodo in premine. Znova se dvigne zrno svetlobe in ugasne. Obalna pot je zdaj zagrajena, prestavljena, iztrgana s travnika, zavržena. Sama se večkrat pojavim kot prevod same sebe. Založena in drugače napisana se kažem v novi transkripciji, čeprav v nič drugačni podobi. Sekunda svetlobe zbeži, iskra časa, ki traja, se razgublja in spet vrača. No in za konec še eno pesem, ki pravzaprav ki bi lahko bila seveda tudi pesem za 8. marec, za dan žena. Ker je malce dramatična in po svoje tudi borbena. Zornkraut. Allegretto con affetto. Auf magersten Wiesen habe ich Wurzeln geschlagen und den Ärger in meinem Blütenrachen gewürgt, habe genickt und genickt, bin allen auf den Leim gegangen, ich aufgeblasenes Leimkraut, ich Schattenpflanze. Durch das viele Hinunterschlucken habe ich einen Kropf bekommen, in dem sich der Wind fängt und die Reden der anderen hallen. Mein Blütenkelch ist ein Knallkörper geworden, den Kinder zwischen ihren Handflächen explodieren lassen, zum Gaudium aller, zu meinem Entsetzen. Nun ist es genug. Ich werde mir neue Wiesen suchen und mich zu hoher Blüte entfalten in Neuland. Ich will kein niederliegendes Gänseblümchen werden und keine nutzlose Hundskamille. Ich will jedem, der an mir vorübergeht, meine Samen entgegenschleudern oder Gift und Galle spucken, wenn man mich streift. Ich werde allen ins Gesicht fahren, ich unberührbares Springkraut, ich Nesselwesen ohne Brennhaare. Schon liegen die Schleuderfrüchte in meinem Köpfchen und Körbchen bereit, damit Unkrautepidemien und Wucherwiesen entstehen, wo ich mich hinwerfen werde. In der Nacht werden mir Hörner wachsen statt Dolden. Wie schön, wird man sagen, diese Hornspitzen, rot vor Wut, gelb vor Zorn. Schon rolle ich meinen Beutel auf und leite die Spucksamen auf meine Zungenspitze. Gleich schnelle ich los, gleich fahre ich aus meiner Fruchtkapsel. Ich bin ein mieses Kraut geworden, niederträchtig, infam und sehr gewöhnlich. Das ist das Gemeine an meiner Gemeinheit. Sem poskusila še v slovenščini. Ne vem, če bom zmogla, ampak poskusila. Žolčnica. Allegretto con affetto. Na najbolj krmežljavih travnikih sem pognala korenine in goltala jezo v žrelih svojih cvetov, kimala in prikemavala, šla vsem na limanice, jaz napihnjena lepnica, jaz rastlina senčnica. Od neskončnega goltanja sem dobila gošo, vanjo se lovi veter, v njej odmeva govorica drugih. Moja cvetna čaša je postala petarda, ki se otrokom razpoči med dlanmi, v veselje vseh in v mojo grozo. Zdaj pa je tega dovolj. Poiskala si bom nove travnike in se v novi deželi razvila visok cvet. Nočem postati pritlehna marjetica in tudi ne jalova pasja kamilica.
Vsakoga, ki bo šel mimo mene, bom zasula s svojimi semeni ali ga opljuvala z žolcem in stropom, ko se bo podrsal ob me. Vsem bom skočila v obraz, jaz nedotakljiva ne dotika, jaz kopriva bez pekočih tlačic. Že so nared pokalice v mojih glavicah in koških, da sprožim epidemijo plevela, da se divje zarasejo travniki, kamor se bom vrgla. Po noči mi bodo na mesto kobulov zrasli rogovi, kako lepo, koničasti bodo govorili tile rožički, kako rdeči od jeze, rumeni od žolca. Že odmotavam svojo vrečico, da s pljunki semena obložim konico svojega jezika. Vsak hip bom planila, vsak hip smuknila iz svoje semenske glavice. Ostala sem klavrna zelika, nizkotna, podla in zelo vsakdanja. To je tisto navadno pri mojem prostaštvu.
Torej, hvala lepa vsem nastopajočim, zahvala pa velja tudi zastopnicam in zastopnikom medijev ter knjigarni Haček, ki podaja med drugim tudi omenjeno knjigo Zveze slovenskih žena Glej, ta svet je tudi zate, ki sta jo napisali Vida Ovic in Helena Verdel. Povzetke knjige ste slišali, ja, tudi danes v pozdravnem govoru. Sedaj pa želim lepo druženje in še lep dan žena.